Dobrodošli v oddaji Kuhajmo z Malinco. Danes je z mano Saša Zdolj, oboževalka narave, zdrave prehrane, uspešna hotelirka, drugače pa zelo ustvarjalka zdravih, hitrih in zelo enostavnih receptov, ki so določeni objavljeni tudi na malinca.si. Saša, dobrodošla in hvala, ki si se odzvala vabilo. Hvala, Nastja, za povabilo pa za tak lep povod. Ja. Danes bomo delali dva tvoja recepta, ki si jih v bistvu sama zbrala, sta zelo enostavna, zelo dobra in tudi zelo hitro gotovo pripravljena. Vsi tvoji recepti temeljijo na neki hitri pripravi. Zakaj? Ja, tako kot večina nas, tudi jaz v bistvu se srečujem s tem fenomenom pomanjkanja časa in stalne naglice, hitenja. Nisem pa nikoli hotela, da bi to postal v bistvu moj izgovor, zakaj ne jem doma zdravo, domače pripravljeno hrano, zakaj, ko pridajo prijatelji, ne bi postregla z enim domačim pecivom, ne bi dala na mizo domače pečenega kruha. Se mi zdi, da to dvigne celo izkušnjo druženja na čisto en drug nivo. In res, moji recepti so ponavadi taki, jaz doma niti kuhinjske tehtnice nimam, tako da tole bo najina mera tudi danes, skodelice, žličke, improvizacija s tistim, kar imam. To se mi zdi tudi ena taka dodatna kreativnost v kuhinji, pač odpreš hladilnik, iz sestavin, ki jih imaš, nekaj pričaraš. Tako da na ta princip bova tudi danes ustvarjali. No super, to mi je všeč. Vsak ima svoj nek način. Jaz sem zelo presenečena, ko sem bila takrat na tvojem branču in si rekla, jaz nič ne tehtam. Veš, ko vsi recepti so toliko tega, ko me včasih vprašajo za 5 gramov gore ali kakva bo razlika in se mi zdi, da ta sproščenost v kuhinji ful veliko šteje. Sreče, ljubezni, tega tudi ne tehtaš. Ja, točno tako, ja. Zakaj pa bo hrana? Ok, mi bomo danes delali rožičevo pecivo in pečene breskve se reče breskve, ne? Ja, mi rečemo breskve. Breskve, ja, jaz ne znam, što to po velensko bolje, veš. Breskve. Breskve z medom pa z lešniki. Teda mi začeli bova z rožičevim pecivom, da ga damo v peč, vmes naredimo še pečene breskve in na koncu sledi najboljši del, degustacija. Predlagam, da kar začnemo. Danes imam dvojne dodatne roke, predvsem luksus. Da ti boš mi kar usmerila, jaz ti bom pomagala. Dobro, pa reč pa tako, ti jajčka ločeš, rumenjake pa beljake. Beljake pa steple v sneg, rumenjake pa z vsem skupaj ostalim v eni skledi zmešale. Rumenjake daš lahko meni. Imamo pa dve jajčki, bomo uporabili za tole rožičevo pecivo. Lahko bi štoparca vklople, veš, da dokažemo, koliko je to vse res na hitro. In na koncu še tudi ful dobro, kar je najboljše. Veš kaj, beljake bova samo rabila, tako da rumenjake bom pobrala. Bom vendala. Tako imaš ti princip. Kaj pa ti to? Ja, posebej jih ločamo. Ti že noter vune. Rajš ne bom zelo tega probavala tule, da ne bom. Ne znam pa tudi jaz kot Jane z eno roko. Ja. To pa res ne biti. Super. Evo, tole gre v sneg. Tole gre v sneg, tole pa zmiksama, bom jaz pošla zmiksati. Tole gre pa z vsem ostalim. Zdaj bom malo popotalo, teda moca bomo malo bolj glasno govoriti. Kaj pa ti po navadi zajtrkuješ? Jaz imam ena taka obdobja, kar se zajtrka tiče. Vsakič uvedem nekaj in potem to jem non-stop en mesec in pol uvedem kaj drugega. Se mi zdi, da največkrat so ta obdobja zaznamovana s kašicami. Jaz sem ko obožujem malinčine, prosene, ajdove kaše in to redno pač nekako uporabljam v svojih jutranjih variacijah. Vsakič s nekim drugim sezonskim sadjem. To je res en tak obrok, ki mene tudi nasit malo dlje časa. Ja, za dlje časa. Jaz sem nazvikala veš ajdo kašo, nisem ti tako bila recept. Ja, tista mi je res zavljena. Meni je tudi, mislim, božansko in kot celo ajdovo zrno, pa da ga polke izmiksam, pa to ali pa vaši unik usmiči. Ajdo usmiči, ja, ker se pa mehki postavila malo meda, pa malo mandljevega masla. Ja, to je to. To so te kombinacije. Evo, zadost. Jaz bi kar bolj, ja. Tok trdo, da bi lahko na tudi testirala, na glavo. Takže dansko skozi, tako zdravo živiš, ješ, ali to... Ja, v bistvu pa nam že doma se je zdravo jedel, v smislu veliko sadja, zelenjave, sezonskega, poudarka na sestavinah, ko smo vedeli, kje so, a ne sam izvor.
Je pa res, da skozi leta sem pa jaz precej spremenila način prehrane, ker tudi kaj je zdravo, mogoče malo skozi obdobja se pa malo razlikuje. No? Tako da sigurno zdaj pojem še več zelenjave, pa sadja, predvsem pa več žit. No? Tako, to sem opazila, da si prej manj žit jedla. Tako, mogoče manj hidratov. Manj hidratov, sigurno. Pa tudi se mi zdi, ko smo bili mi otroci, mislim, da se kakšne ajdove kaše pa to kuhali, se mi zdi, smo bili puna generacija, ko so bile moderne testenine, pa kakšne druge, ne vem, mogoče bolj procesirane priloge. Ta starodavna žita se mi zdi, da smo pa spet zdaj obudili. Zdaj je spet nazaj to prišlo, kar je tako ful super. Kaj si veganka? Ali? Ne, nisem. Jaz ribe jem, tudi mlečne izdelke pač v omejenih količinah jem. Tako da sem pa včasih tudi meso jedla, tako da nimam kakšnih ideoloških tukaj, bom rekla, usmeritev, preferenc. Znam pa zdaj zelo poslušati svoje telo in točno vem, da ko se jaz malo preveč sprostim, temu mora slediti pol obdobje, ko grem nazaj na tisto svojo prehrano. Ok. Tole si jaz zastepa. Ok, zdaj greva pa na vse ostalo. Vse sem tu stran zastavila. Evo, dava pa sladkor, s temi rumenjaki zmešava. Zdaj kokosov sladkor, kokosovega sladkorja dava pol skodelice. Približno, ja. Ta skodelca je, koliko je to, deci pa pol, ali deci? Ne vem, nekaj takega. Približno, ne morate faliti. Jaz se držim tega, tako, jaz se držim tega, da če je pač premalo sladko, pol pri degustaciji malo več z medom zalijem, pa malo tako, raj v bistvu naknadno jaz to malo dodam, to čisto nasplošno tako velja, tudi pri soli, pa s kakšnimi omakicami, pa dipsi pa to, kakor da bi že v sam recept, če pol nimaš kaj narediti. Tako da, evo, sladko rumenjaki, pol dava noter še jogurt. Dobro premešava. Tu še lahko mogoče Renato malo blizu posnameš. Taka ali masa je nastala. Pač zdaj verjetno v idealnem primeru bi to s temi meteljicami, ampak ni treba, ker Saša nima teh meteljic doma, tako da je čist brez tega, pa da dava še malo jogurta, recimo približno pol skodelice. Takle, oziroma ne, tudi zvrhane žice. Se pravi tole, pa mečkan olja, bova dale, to so najne v bistvu mokre sestavine. Ok, da damo v bistvu mokre. Recept bomo tudi v spodje objavile pod videom, tako da boste ga videli. Se še imamo ta eno žličko. Ok. Koliko časa dan pa porabi za kuhanje? Veš kaj, jaz v bistvu ne kuham čisto vsak dan, tako da ne bi mogla niti reči, koliko je to na dan, ker veliko delam na količino. Jaz naredim recimo danes proseno kašo, skuham, dam v hladilnik in pol. Jutri je prosena kaša s suhimi slivami, pojutrišnjem jo v zelenjavo naredim, en dan zatem v narastek. Tako da v bistvu na tak način kuham. To je res prihranek časa velik. Ne vem, je sezona borovnic, skuham marmelado, čatni naredim pito, se je borovnice, zmrznem in tako naprej. In pol je pa sezona česa drugega pa spet. Pa spet kaj druga. Evo, zdaj imava v bistvu vse te mokre in zdaj tem mokrim dava pa v bistvu vse suhe. Ok. Damo moko, uporabljamo pirino polno zrnato moko. Moki imamo približno eno skodelico. Potem imamo še pa vinski kamen, oziroma pecilni prašek. Tega imamo pol vrečke, tudi ste že malo odprto, se že na žličko vam pobrala. Se je čist dovolj tole, kar imaš. Ščepec soli. Pa še rožič. Zdaj, rožič je nadomestek za tiste, ki pri nas ga največ uporabljajo tisti, oziroma kupujejo, ko ne smejo kakava, ko so alergični na kakav. Je zelo podobnega strukture, videza. Okus je mogoče malo podoben, ampak tako si ti rekla, bolj mogoče na karamelo, kot pa na sam kakav. Zgleda v bistvu dansko tako kakav. Jaz ga uporabljam tudi v bistvu za peko pasjih piškotov, zato ko psi tudi ne smejo kakava. Ja, neka sestavino imajo, ko psi ne smejo. Teda bolj dansko vse te piškotki, pa to pasji so namest kakava, rožič potem uporabljajo. Rožice so meni drugače super, ker imajo veliko vlaknin in recimo na kakšnih potovanjih ali pa potem, ko malo prebava, zaštrajka, jaz takrat pojačam pol rožiče in vse ostale v bistvu vlakninaste sestavine, ker vidim, da mi to blazno pol vpliva. Pomaga, ja. Tako da je
imajo pa cel kup enih antioksidantov in nekih Vitaminov. dobrih lastnosti za nas, tako da mogoče, da ni skozi sam čokolada. Ja, da še ima. Je pa res, da se mi da, ni toliko pa poznan pri nas. Mislim, ne uporablja se toliko rožičko pa ne vem, kakav, na primer. Nekaj druga. Ampak bomo to spremenili z tem dobrim receptom. Jaz sem tale pekač namestila. Pekač bomo uporabljali, ne vem, tak velik, lahko tudi silikonski. Tale masa je za koliko je sploh to premera, 15 cm, nekaj takega. Ja, v bistvu, če malo večji, pride pa sam bolj nizko. Zdaj recimo, ker je tole malo pregosto, tudi če bo dale beljake noter, dam jaz malo mleko ali vode, pač toliko, da lahko zmešaš s kuhalnico. Pri tem receptu ni kaj v bistvu veliko za zgrešiti, ker čim je noter moka pa jajca, to vedno skrb drži, ne? Tako da pol karkoli dodajaš, zdaj to pride malo bolj suho, če bi hotle bolj sočno, bi lahko kakšno jabolko not naribale, tudi gre, lahko bi kakšno banano, v glavnem, to se pol te sestavine malo dodajaš, pa se lahko malo poigraš. Nama je v bistvu z možem všeč, da je suho pecivo, zato ga rada pol jeva z jogurtom, sladoledom, tako sadjem, tako ja. To pa bo zdaj že. Evo, tole pa zdaj že boljša. Masa mora biti, če boš posnel Renato na tak nekak način. Takole, v bistvu, ko bojo šli noter tele beljaki, bo ravno prav rahla oziroma taka. Smo dali zdaj že misli vse sestavine? Smo pecili, smo dali. Ogenski kamen smo, sol. Soli nisva dale, pa bojo pa dale nekaj zraven. V bistvu čim je zraven ali čokolada ali pa recimo rožiči je fino malo soli, ker to še bolj nekako poudari okus. Tako da, evo, to je to. Kako pa to, da si se odločila v bistvu začeti objavljati stvari na Instagram? To je bilo pa v bistvu zelo spontano, se je začel velikati en tak družinski album. Namreč, ko sva zaživela skupaj z možem, je bil kar precej impresioniran nad mojo kuhno, ljubezen gre čez želodec. In je v bistvu za vse, kar sva oba menila, da je res fino ratalo, je rekel, pa da ne boš pozabila drugič, ko ti jim rekel, da to naredi, te pa fotki. In sem jaz pol to poslikala in začela te slikce tako počas, v bistvu brez neke ideje, kam to vodi, objavljati. In vedno več v bistvu ljudem je bilo všeč ravno to, posebej tistim, ki so poznali moj življenjski slog, da res nimam službe za 8 ur in da sem poleg tega še dosti športno aktivna in tako. In mi je bilo to všeč, da se da tako na hiter, pa dober, pa da je lepo prezentirano in tako. In zdaj se pa v bistvu iz tega pa že kar nekaj lepega razvile, ena lepa zgodba, tako da... Tudi v bistvu branč je pol sledil iz tega, ne? Ja, v bistvu sem se res letos opogumila in naredila en svoj prvi dogodek. Vrhunsko je bilo res. Hvala lepa, da si ga ti tako lepo podprla. Je bilo v bistvu čisto drugače. Sem dogodkov speljala po svoji službeni obveznosti po mojem preko 1000 v življenju. Tako da v bistvu poznam organizacijo dogodka, ampak to, ko si ti sam, tam svoja blagovna znamka, vse spremeni. Ja, še mogla dan, ko moraš za vse stvari, pa še v kuhinji si bila. Ja, tako za 70-80 ljudi nekaj pripraviti, pa ko si navajena... Koliko je bilo 5-6 stvari, pa še v kuhinji smo pol rekli. Tako pripraviti in to si tako, kako boš dal ti na vodilo, tudi če bi ti kdo rad pomagal, če imaš te svoje žličke pa skodelice mere. Ne moreš dati navodila konkretnega, da boš rekel, glej, možda 100 gramov tega, javno, v taki postopek. Ne vem, me Nastja vpraša, koliko moke rabiš? Ja, pismo, ne vem, jaz vem za doma, za 2 koliko rabim ali pa za 4, Jaz ne vem, koliko rabim za vse. Evo, tako da jaz sem tole vmes samo na rahlo zmešala. In to je to. In zdaj bomo tole prelili v pekač. Dali peč za 30 do 35 minut na 175 stopinj. Fajn je, da že prej pečico segreje, lahko začnemo delati, ker danska masa je res hitro gotova. Če mi dve ne bi čakale. Bi še bilo to hitrej. Ne bomo. Lahko postrgaš? Tamle imaš, če boš šla. Spatula, ja. Spatula, to sem ziskala to besedo. In zgleda zelo tako čokoladno pecivo, ampak ni dansko nič kakava uporabljenega, oziroma čokolade noter. Evo. Kaj pa pol, bomo to pol povedali, kako bomo postregle, s čim ga je najboljši.
Evo. Zdaj pa sledi še pečene breskve. Ta recept sem pa že tudi sama pripravljala in je res odlično. Jaz sem ga v bistvu pripravljala za večerjo. Ker nisem vedela, kaj bi, pa nekaj na hiter, pa sem rekla, Filip, kaj če bi imela danes pečene breskve, jedla kot tek fajn recept Saša objavila. In je bil zdaj še jedel, ker sem tudi vesela. To sem najbolj vesela, v bistvu, ko vidim, koliko enih interpretacij teh receptov se bolj zgodi. In ko mi bolj pišejo sledilke, tako, da so probale, da koliko je bilo fajn, da so še same kaj dodali, spremenile. Tako, no, ker to ima namen, ima praktično uporabo, ne, ni namen samo pogledati slikco, lepo zgleda in to je to. Pa tudi ta kruh, ko si ga naredila, veš ko je v minuti gotov, to je res eden boljših receptov, kar je res kruh, zmešaš v eni posodi, daš peč, koliko 2-3 minute dela imaš. Tudi recept najde na Malincini strani, res imaš take hitre, enostavne, ful dobre recepte. Ja, no, sem zelo vesela, pa tudi sama sem pa res založena s tvojimi izdelki, tako da vsak, ki me vpraša, kje uporabljam, katero uporabljam, kje kupujem, ga z veseljem napotim, ker verjamem, da če imaš dobro surovino, v bistvu je končan izdelek sigurno dober. Ja. Se strinjam, hvala. Ok, mi smo prvi recept naredili, zdaj sledijo pečene breskve, sem se prav izgledam breskve. Se učim, tudi kaj rabimo breskve? Breskve in bomo tole bom jaz še upravljaj. Na polovičke. Na polovičke damo. Narezamo. V bistvu tako sadje, ko ga pečemo, dobi čist eno novo dimenzijo, no? Zelo karamelizira, tako da to gre, ta recept lahko uporabimo z breskvami, z marelcami, z jabolki, s hruškami, z bananami, vse gre. Vse gre, ok. Tudi recimo polet na žaru, mi smo imeli letos en poletni piknik, družinski, in so seveda moji že vsi razvajeni, da me še kaj spekla poleg tega, da se skuham. Ešte si naučila, ne? Ja, res je to, ja. Tako da sem v bistvu pripravljala od banan, breskev in tako naprej pečenih. Na žaru, ja, super pride. Tako da čist isti postopek, a pelščeš v pečici ali na žaru, no, tako da gre pa z vsem sezonskim sadjem in se ga fino porabi v bistvu na tak način. Je pa tudi kot sladica lahka, kot v bistvu zajtrk, jaz sem gledala kot večerjo, takole. Lahko je tudi manjši pekač, mi damo dale kar na peki papir, pa tele breskve peč. Rekla si, da so boljš, da so malo bolj zrele že, da niso trde. Ja, mečkom boljš pride, če so bolj mehke, no, ampak če pa ne, pa tudi se znajdemo. V redu, ja. Evo, tale je recimo kar precej trda. Če ne, pa še neki. Ok. Pa enkrat si tudi ne dela tak recept z jabolkami, ja? Ja, zelo podoben. Tudi po zimu v bistvu redno pečem jabolka, ker jaz obožujem von po jabolkih, cime, po zim nekaj najlepšega, da kuhna tako diši. Tudi recimo pomaranče, če pečeš v pečici, pride taka super dišava pol za božič, tako da... Kjera pa je tvoja najljubša sladica, kaj bi rekla? Jaz sem kar bolj čokoholik. Ker navadna čokolada, ne tako recimo tortica, ampak prav navadna čokolada, užilo, direkt. Ja. To bi rekla, da kar ne mine dan, da ne bi jaz si kaj čokolade prvoščila. Od temne, ki jo imam tudi zelo rada, ampak tudi mlečno. Kar zelo visok na seznamu. Kar visok na seznamu. Ok, tele breskve se vam pa koliko časa pekle? 20 minut? Tudi 20 minut približno, ja. Tako da, evo, zdaj sva jih pa čisto skoščičile. Ok. Zdaj pa tako, če midve ne bi tega premazali z kokosovim oljem, recimo, bi mečkam se zasušila. Zato je meni boljš, da jo vse požmohtam. Tako da, evo. Bolj premažemo v bistvu vsako polovičko z malo kokosovega olja. Malo pomasiramo. Noter. S temle oljem. Odlično. Takole. In pa v vsako dava še malo kokosovega sladkorja, to pa tebe prosila. Dobro. Damo še malo kokosa, kar noter lahko dam. Tako, ja, zdaj spet, če kdo se slučajno temu izogiba, lahko bi tudi spustil. Vse konec koncev sadje je dosti sladko, ampak spet kokosov sladkor tudi karamelizira pod temi temperaturami in še bi se dodatno tako skorico lepo naredi. Malo je že proti koncu.
Ne vem, koliko si ti navajena zdaj tega, ali to je zdaj spet tako... Lej, to je to zdaj. To je to zdaj. Po navdihu. Tako pa jaz v bistvu tudi cimet kar dodajam, čim kaj pečem, no, se mi zdi tudi, da tako dodatno obogati okus, tako da v bistvu... Se kar s cimetom malo posujem zdaj? Tako, ja, lahko kar zdaj še malo, ja. Pa šlaka pola, ne tudi. Pa še pol, ja. Cimeta ogromen, cimet pa med, to je res nekaj, pa super kombinacija, pa še ful zdravo. Evo, zrihtale. Zrihtale. Tole gre zdaj na peki papir in pečico. Pečico za 20 minut. Da mi, da smo ta del do pečice zdaj vse pripravljene. Zdaj je malo pauze, da se to speče in potem na koncu sledi degustacija in zaključek tekle breskvic z kokosovim jogurtom in medom in lešniki. Evo, mi da smo nazaj, pečeno je, rožičevo pecivo smo dali iz pečice, breskvice smo dali iz pečice, da zdaj bomo pa to zdegustirali pa probali, ne? Tako, najlepši del. Ja, najboljši del vsega, kaj boš kar... Tako da bom mogoče kar tole zarezala, da vidva, kako je tole ratal. Sva kar z zobotrebcem stestirali, če je dosti pečeno. Pekle smo pa v bistvu 25 minut smo pekle. Da tam 25 do 30, lahko malo probate. Pazi, da se ne boš upekla, ker še je zelo vroče. No, super. Se še kadi ven. Zgleda kot čokoladna torta. Zdaj predstavljaj si, da si daš skoraj kepico. Sladoleda. Za danes pa lahko pa postrežete ali sladoledom, ali smetano, s takim prelivom, čokoladnim, sadjem, s čimerkoli v bistvu. Pa še v bistvu nekaj svežga, no, da se zraven, da malo zaproti utež, ker vseeno, zdaj nisva dali noter nobenih jabolk ali pa nečesa, tako da bi bilo malo bolj sočno, tako da jaz v bistvu dam velikrat jogurt, pa še tudi kakšen grški, islandski, kokosov, mandljev, karkoli pač po izbiri. Kar imate, ja, pa kar vam v bistvu najbolj. Tako da dava pač na vsakega malo jogurta. Tule smo uporabljali kokosovega, več pa čisto po želji. Takole. Evo, super. Pa bova dodali malo borovnic, lahko tudi bi dali kakšne maline, jagode, pač neko sadje. Zato da lahko rečemo, da je to v bistvu 10 na dan, zdrava malca, da to ne sladite. Takole, zdaj pa jaz bi dala še mečkan meda, če si ga. Ok, devam. Ta žlica, ne se bo šla. Gre noter. Ja, samo ni ga več velik. Malo da še zasladiva. Ker sva bile kar zelo racionalne pri uporabi sladkorja v receptu. Jaz sem pa tudi breskvice si dala v kremo, dala delati gor. Pa lahko še tole prezentiraš in ja, takole. Zdaj tole pecivo ostane kao v hladilniku kar 1-2-3 dni, ne? V teoriji, ja. Sam ja, v teoriji, ja. Takle, imate pa ja, takle en kosek. Evo, tole je to. Pripravljeno. A če tole pripravimo, pa pol se še malo hladi, se mi zdi, da še to malo vroče. Evo, tele breskvice bomo pa tudi dali gor jogurt čez, spet kjerkoli želite. Da ima pa danes na temo kokosa, ima pa malo egzotike. Evo, tule smo popekli še čist malo, brez vsega, kar lešnike. Malo smo jih zdrobile prej, spet sem dobila nove tehnike in sicer, da sem lešnike zdrobila kar z unmoko za meso tolčiti. Da smo jih malo potolkle, malo popekle in bomo v bistvu s tem potem zdaj okrasile. Lahko skrat to žličko. V bistvu oreščki, če se takole na suhi pondi, na zelo visoki temperaturi na hitro popečejo, čist drug okus dobijo in res priporočam, to traja par sekund ta korak, razen da se ti mora minimalno dati. Ni razloga, da tega ne bi naredil in res blazno spremeniti. Tako da lešniki, mandlji, orehi, vse po istem principu popražimo na hitro. Dajmo še malo meda. Lahko bi dali še malo meda, pa malo cimeta. Malo se šlo žličkami. Vse so pobivalcev, tako da evo. Evo, škole malo cimeta. Super. Pa reka si, da tudi lahko pa še zraven kakšne kepice sladoleda, ne?
Sladoled Posod vaše. Posod vaše. Evo, zdaj, če bova še malo zasladile. Sladkega tudi ni nikoli preveč. Ja, ali med, lahko kak raven javorjev sirup. Pač. Ali pa spet kokosov sladko. Ali pa kokosov, kar že suješ. Ja. Kar vam najbolj paše. Danes, ko ne rabite komisirati, to je point vsega. Eni tudi to stevio, recimo, zelo uporabljajo eritritol, tudi gre. Ja. Vse pač, da je sladko, da malo posladkamo vse skupaj. Evo, pripravljeno. Za obiske. Za obiske. Ali pa ena za drugo, pa za uživancijo. To je to. Jaz mislim, da bo bolj to. Kaj še probamo? Mi vedno več na koncu daje to še probamo, da lahko povemo, a je dobro ali ni. Tako. Ja, predlagam, da s čim bomo začeli. Da kar zakopljava. Deva. Evo, rožičevo pecivo s kokosovim jogurtom. Ja. Jaz bom rekla, da je dobro, a veš. Zelo domače. Zelo dobro. Meni je ful všeč, ko ni prav sladko. Tukaj sem se odvadila jaz teh ful sladkih stvari in te tortice pa to meni se tako presladko. Zato, kar se doma naredim, je pa problem, kdo prije na obisk, reče, da je to pa premalo sladko. Ja, zato pa jaz pol ta med, pa vsi ti dodatki, da pol malo recimo z marmeladice pa to, se da pol naknadno, mi da bi ta pecivo lahko recimo na pol prerezale. Pa tudi namazali vmes. Tako, pa vmes namazali, pa recimo jaz, ko dobim nečake, jaz to malo čokolado oblijem, pa tako. Tako da tudi s kakšne smartice sem že gor dajala na tako pecivo, ampak osnova je pa v bistvu vedno taka healthy. Zdaj še napravimo tole. Breskvice. Vedno, ko je jed gotova, se moja dva psa zbudita in pol hodita okoli, ko voha tako diši. Ja, veste, v pravem momentu, kdaj morata skočiti. Odlično. Tile breskvice so zakon. To je hit poletja zdaj, se mi zdi. Ja, res tako. Pa so res tukaj enostavni recepti, hitro si gotov in pa vsi jih imajo radi, ko so taki, ne vem. Res je to. Ja. Teda, ful fajn, 2 nova recepta, sestavine posebej bom še v spodje objavila pod sam video. Hvala, ko si bila z nami, ko si z nami delila ta tvoja 2 recepta. Še več Sašinih receptov tudi na linku v spodje. Vsi so res božansko dobri. Teda, jaz ti želim, da bi še naprej toliko ustvarjala fajnih receptov in spodbujala vse ostaje k bolj zdravemu načinu življenja, ker ti to res dobro uspeva. Nastja, hvala, jaz sem blazno uživala. Se mi zdi, da je dobra hrana, če jo deliš s pravo družbo, pa sploh, če se mečkom posvetiš sami pripravi, res dobiš še en tak dodaten, bom rekla, predznak te pozitive. To ni samo, da se nahranimo, da nismo več lačni, ampak res, to so ene same emocije, ena sama sreča. Tako da, hvala ti za danes in se vidimo uspešno letno. Čau! Čau!